Vas zanima, kako bodo recimo čez 10 let videti Clio, Golf, Octavia, Focus, Ceed in podobni? Z vsako novo generacijo razreda S avtomobilizem znova poleti na Luno. In to pomeni, da desetletja razvoja tehnologij prav s tem modelom postanejo resničnost, pridejo v serijsko proizvodnjo. Ampak seveda, razred S je avto za redke srečneže. Njegova naloga ni vrhunskih tehnologij ponuditi širokim množicam. To je naloga prej omenjenih modelov. Pravijo torej, da je razred S avtomobilski pionir. No, pravijo pa tudi, da je to edini Mercedes, kjer se je bolje kot za volanom voziti tukaj zadaj. Ja, res je zelo udobno. No, medtem ko jaz tukaj eno oddremam, pa si vi oglejte, katere so 3 najpomembnejše novosti tega avtomobila. In verjemite, zelo težko jih je bilo izbrati. Prvič, žarometi. Novi digitalni žarometi so že videti futuristično, prav tako futuristična pa je tudi njihova tehnologija. So namreč 100-krat bolj natančni kot prej. Cesto in okolico osvetljujejo z 2x3 cm velikimi piksli, s pomočjo navigacije dvigajo snop pred sponom in na cesto po potrebi projicirajo simbole opozoril. Tako natančni so, da bi lahko na cesto projicirali celo film. No, zaenkrat še črno-bel film. Drugič, luksuzna potniška kabina je odslej popolnoma digitalna. Zaslone na dotik je kar težko prešteti. Praktično vsi sistemi so posodobljeni, dodane pa so številne funkcije, tudi 3D prikaz. Izboljšan je asistent, ki postaja vse bolj podoben tistim iz mobilnih telefonov. Avto bo lahko povezan z našim domom in vedel bo, če smo doma pustili prižgan likalnik ali pozabili odmakniti kavo. No, posebna kamera pred voznikom pa bo odslej nadzorovala tudi naše oči. Torej preprečevala bo zapiranje oči in tako dremanje med vožnjo. In tretjič, razred S je tudi tokrat nekoliko pred svojim časom. Njegova tehnika namreč že omogoča 3. stopnjo avtonomne vožnje, kar pomeni, da lahko recimo na avtocesti med vožnjo že gledamo film. No, ali pa samodejno vožnjo v parkirnih garažah, kar brez voznika. A na takšne funkcije bo v praksi potrebno še nekoliko počakati. Konkretno, avtonomne vožnje države z redkimi izjemami za zdaj še ne dovoljujejo. Pri samodejnem parkiranju pa bo morala sodelovati tudi pametna infrastruktura v garaži. Kaj torej dodati? Ponovno gre za preplet klasike, udobja in vrhunske tehnologije. In čeprav bi morda kakšno stvar spremenili, morda obrnili po svoje, nam lahko takole že po prvem vtisu zaupate, da gre ponovno za avto, ki mu bo potrebno slediti.